Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo delali true crime video po... ampak tukaj sem, ta primer je nor, pač nerealen. Se mi zdi, vedno rečem, da so pač primeri full crazy in nori, ampak pač ta je še posebej. Snimati sem ga probala že parkrat, teda se mi zdi, da vedno je ful predolgi in ga skrajšam na vsaj pol ure, če ne manj. To je primer o Didi Blanchard in Gypsy Rose Blanchard, ki ima ful nepričakovan twist na koncu. Ampak ja, na tablici imam zapiske, tako da če kam gledam, that's that. In pa ja, gremo kar v video. Torej, Didi se je rodila leta 1967 v Louisiani, imela je 3 brate in 2 sestri. In njena družina je pač opisala, da v otroštvu je ona dosti kradla, ampak so to prepisali njenemu uporniškemu vedenju, ker je bila zelo uporniški najstnik. Predvsem pa v tistih trenutkih, ko se nekdo ni z njo strinjal, oziroma niso šle stvari tako, kot si je ona jih zamislila in želela. Ko je bila stara 24 let, je zanosla z moškim po imenu Rod Blanchard, s katerim so se tudi kasneje poročila, zaradi tega, ker je pač bila noseča. On je bil v tistem času star le 17 let, zato se je kasneje odločil, da bo se v bistvu razšel z njo, oziroma se ločil, zaradi tega, ker ni bil srečen in enostavno je vedel, da se je pač poročil iz napačnih razlogov. Tudi Didi ga je takrat zelo prosila, če pač lahko ostane z njo, ampak se je pač odločil, da ne. Potem, ko se je Rod odločil, da pač ne bo več z njima, je Didi vzela Gypsy in se z njo preselila nazaj k svojim staršem. Rod je rekel, da ko je bila Gypsy stara nekje 3 mesece, da je Didi v bistvu bila 100% prepričana in trdila, da ima Gypsy bolezen, spalno bolezen, ki se imenuje sleep apnea, ne vem, kak je točno to slovensko, kar je v bistvu, ko ti spiš, recimo, da neha zmeš zdihati za par sekund, eni tudi par minut. Zaradi tega je Gypsy večkrat odpeljala na urgenco zdravnikom jo testirati oziroma na opazovanje. Trdila je tudi, da ima Gypsy v bistvu ogromno nekih drugih bolezni, ki jih je prepisala kromosomski napaki, ki pa v bistvu ni bila potrjena. Torej, v tem času sta Didi in Gypsy živele pri starših od Didi, torej pri očetu in pa pri njeni mačehi. In njen oče je v bistvu potem poročal, da je mačeha v tem času bila zelo bolana, imela neke kronične bolečine, večino časa preživela v posteli in dejansko je mislila, da bo pač umrla. Prav tako sta pač povedala, da je Didi bila v tem času deležna ogromno nekih kriminalnih dejanj. Mislim, da je pač ponarejala čeke, oziroma, kako se temu reče, ne vem, kak je to v bistvu slovenski izraz, ampak ona je napisala ček, kljub temu, da ni imela dovolj denarja. Teda to so bile neke kriminalne dejanja, prav tako pa sta rekla, da je zelo slabo skrbela za Gypsy, kar pa nikjer nisem najdla v bistvu, kaj točno je bilo to slabo skrbljenje za njo. Za te kriminalne dejanja je bila tudi v bistvu aretirana. In potem, ko sta jo starša oziroma oče in mačeha konfrontala oziroma vsedla dol in se soočila z njo, je bila zelo žaljena, je vzela Gypsy in se odselila. Ko so se v bistvu odselile v neko mesto, ki je Slidell, I don't know, je mačeha magično ozdravela. V tem mestu sta živela v javnem stanovanju, dobivale sta finančno pomoč, pri nas kot neko v bistvu socialna pomoč, nisem imela dovolj denarja, da bi si zgradila svojo hišo, in zato sta živela v javnem stanovanju. Ta finančna pomoč ima je bila nujena. What? Zaradi tega, ker je Gypsy imela ogromno zdravstvenih težav, o katerih bom govorila malo kasneje. Prav tako pa je Rod, torej oče Gypsy, plačeval pač otroške dodatke. Glavnem, plačeval je tudi za Gypsy normalno, kljub temu, da je Didi trdila, da tega pač ni počel. In Rod je bil v bistvu ok oče, glede na to, da pač ni živel z njima, ampak je vseeno pač želel se družiti z Gypsy, je plačeval za njo in te zadeve, medtem ko je v bistvu Didi trdila, da je on slab oče in da pač ne plačuje in da je grozen in bla bla bla. Večino časa, oziroma večino otroštva sta preživela v bolnici, pri zdravnikih, zaradi mnogih težav, ki jih je imela Gypsy. En izmed teh je bila levkemija, mišično napako oziroma bolezen, kot se neka sleep apnea. Imela je tudi težave s sluhom, z vidom in pa njena mati je v bistvu trdila, da je zaostala oziroma
kljub temu, da je recimo bila stara 14, je rekla, da se obnaša kot 7-letna punčka. Ko je bila v bistvu Gypsy stara med 7 in 8 let, je mama tudi vzela iz šole, saj je rekla, da je mentalno zaostala in da pač ne more se tam učiti in je v bistvu bila homeschooled oziroma mama je izobraževala na domu. Zaradi težav z mišicami je imela tudi invalidski voziček in ogromno tablet, imela je tudi feeding tube oziroma ko berem angleške zapise, mi je ful težko včasih prevajati, ampak v bistvu tisto hranilno tubico, ki jo imajo ponovadi v trebuhu, da lahko gre direkt prek tistega hrana oziroma tablete in vse te zadeve. Prav tako naj bi Gypsy imela epilepsijo oziroma napade vsake toliko časa na nekaj mesecev in zato je tudi v bistvu imela tablete proti epilepsiji in napadom. Leta 2005 sta se preselila nazaj v Missouri zaradi tega, ker jima je Hurricane Katrina v bistvu uničila hišo in vse podatke in vsi zdravstveni dokumenti in vse se je izgubilo, medtem tudi v bistvu rojstni list od Gypsy. Sprva sta živela v najemniškem stanovanju, torej nekje 3 leta, leta 2008 pa so jima dejansko zgradili hišo. Imela je v bistvu vse potrebno, imela je lažji dostop za Gypsy, za invalidski voziček, pač dejansko hiša je bila opremljena, imela tudi neki jacuzzi, pač res lepo so poskrbeli za njo. V bistvu so vsi imeli ju radi, pač Didi je bila tista picture perfect mama, katera je skrbela za svojo bolano hčerko, Gypsy je bila full luškana, boga, dejansko so imeli ljudje ful radi, radi so jo poslušali, dostikrat sta bila na nekih prireditvah. To izlivanje podpore oziroma ljubezni je vsebovalo od tega, da so jo finančno podpirali, kot sem rekla, do tega, da sta potovale, šle v Disneyland, spoznale ogromno nekih znanih ljudi. Začasno sta živele v Ronald McDonald hiši, prejele sta brezplačne lete za obiske zdravnikov, prav tako pa je Rod v tem času še vedno pač plačeval Didi za skrb hčerke, okoli mislim, da je bilo $1200 se nekaj zasledila, teda pač dejansko plus vsega, kaj sta že itak dobivale. Kar hočem povedati, je, nista imela premalo denarja, nista si bile pač bogi v smislu, da pač nista mogla živeti. V tem času sta v bistvu tudi si spremenila imena, glavnem Didi je na začetku bilo ime Claudine in potem je bila Didi in potem se je spet spremenila v Claudine. Prav tako sta pač rekle, da sta pobegnile fizičnem oziroma pač nasilju doma, torej se strani njenih staršev, strani Roda, glavne bile sta si bogi. Didi in Gypsy sta imela tudi v bistvu skupen Facebook, zaradi tega, ker je Gypsy imela težave, bila zaostala in pač sta imela skupen Facebook, kjer sta imela ogromno prijateljev in podpore. 14. junija leta 2015 pa je glih na tej Facebook strani v bistvu bil en zelo zaskrbljujoč post s strani njunega Facebooka. Tukaj bo nekaj slike, ampak v bistvu, kaj je pač pisalo, je The bitch is dead in nekaj minut kasneje je bilo tudi objavljeno I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud, lol. Glavno, ko so ljudje videli to objavo, so pač mnogi so mislili, da je nekdo ima vdrl v profil in to pač piše, in so mislili, da je neka reakcija na film. Medtem ko ene pa je dejansko ful skrbelo, spodaj so se pač pojavili komentarji kot pač kaj govoriš, kaj se dogaja, kdo je to. Pač ljudje niso verjeli, da to piše ta Gypsy in Didi. Potem je spet ta njun profil v bistvu napisal to drugo stvar, kot sem prej prebrala, torej I fucking slashed that fat pig, bla bla bla. In pač potem so dejansko ljudje bili zelo zaskrbljeni, postala je panika, začeli so klicati na dom od njih in pač of course se domenjavo. Potem, ko pač niso dobili nobenega dogovora, so itak pač poklicali policijo. V bistvu so pa sosedje v tem času tudi šli do njune hiše in so pač preverili, če se kaj dogaja, glede na to, da je tam ostal pač avto in vse, kaj sta v bistvu robile za v bistvu prevoz Gypsy, so pač vedeli, da morata biti doma, ker ne morata nikamor iti brez njunega avta. Potem, ko je prišla policija, so v bistvu policaji pač rabili nalog za iskanje, search warrant, ne vem, kako se reče,
in pač niso mogli noter. Zato je en izmed sosedov šel skozi eno izmed oken in ko je bil spodaj, je pač ful bila vklopljena klima, vse je bilo čisto, invalidski vozički, vse je bilo v sobi, kar je pač bilo malo zaskrbljujoče, zaradi tega, ker ni bilo ljudi, mislim, ni bilo ne Didi, ne Gypsy, vse je bilo čisto, klima je bila na ful, ampak vozički so bili sred vsega. Policisti so v hišo vstopili komaj okoli 10:45 zvečer, šli so po pač hiši in so iskali in so v spalnici Didi našli mrtvo, bila je v bazenu svoje krvi z zabodnimi ranami, kar pa je bilo ne še bolj zaskrbljujoče, ampak zelo zaskrbljujoče je bilo to, da nikjer niso najdli Gypsy. Punco, ki ne more hoditi sama, je bolana, zelo ogromno bolezni. Vzpostavila se je tudi spletna stran GoFundMe page, kjer so zbirali denar za pogrebne stroške za Didi in pač potencialno tudi za Gypsy, glede na to, da pač sama ni mogla iti nikamor, ker ni mogla hoditi, glede na to, da je bila Didi mrtva, so pač predvidevali, da se je zgodilo nekaj podobnega tudi s Gypsy. V tem času, ko je javnost žalovala, pa so policaji začeli sestavljati pravo zgodbo. Torej, edino, kar so imeli, edin dokaz, kar je bil ta Facebook pač post. In so tega preverjali, v glavnem ta Facebook post jih je pripeljal do moškega po imenu Nicholas Flamel, sem hotela reči. Torej, ta post jih je pripeljal do hiše Nicholas Gudgemana. My God, zelo čuden priimek. Ko bom govorila o tem Nicholasu, bom rekla Nicholas ali pa Nick. In v tem času je na policijo v bistvu prišla ena ženska, ki je bila soseda po imenu Alija, ki je pač rekla, da prepozna to ime in je v bistvu povedala celotno zgodbo, da ima Gypsy ogromno fake profilov, ker pač mama ni pustila imeti svojega profila, je zelo nadzorovala in pač je mogla imeti fake profile. Gypsy je tako povedala Ali, da je bila zaljubljena v Nika, da ima pač fanta, da ga je spoznala. Dansko sta razmišljala že o poroki, o otrocih. Nik je bil tukaj star 24 let, medtem ko je Gypsy bila stara le 18 let. In tudi zaradi tega so predvidevali, da pač ni upala povedati mami, da ni bi imela težav s tem, strah jo je bilo pač to priznati. In Didi prav tako ni Gypsy pustila upravljati interneta sami, pač skozi je imela pod nadzorom. Mogoče bom tukaj objavila kakšne poste med tem Nikom in Gypsy, glavna sta bila zaljubljena. Objavila sta slike, objavila sta si komentare, ogromno stvari, ampak ta Nik je v bistvu tudi imel težave. Imel je mentalne probleme, mislim, da je imel multiple personality disorder, ko pač imaš več osebnosti. Bil je tudi aretiran zaradi tega, ker so ga v McDonald'su dobili, ko je se samo zadovoljeval pa je 9 ur in gledal pač porno vsebine. Nick in Gypsy sta tudi planirala, da se bo ta nekje dobila, ampak ker pač Gypsy nikamor ni smela iti sama, danes niti ni mogla iti, ker je pač bila na invalidskem vozičku in je potrebovala res ogromno pomoči, sta se zmenila, da se bojo enkrat pomotoma srečali, ko bodo Didi in Gypsy šli v nakupe in dansko se je to tudi zgodilo, tam sta sama dva srečala, ampak to srečanje je bilo malo čudno, ker je Gypsy rekla, da si ni predstavljala, da bo on tak izgledal. Nik je trdil, da je ona že takrat bila pač full sexual z njim in da je takoj hotela imeti spolne odnose, ampak pač to je bilo v bistvu to, potem so se razšli in se ona več nista videla, njuna zveza je še vedno bila samo preko spleta, torej preko Facebooka in je tako v bistvu tudi ostalo. In po vsem tem se je policija odločila, da bo šla do Nika, do njegove hiše in takoj, ko so oni v bistvu prišli tja, je on takoj v bistvu priznal, da jo je ubil, ampak to še ni vse, to ni konec. Ko so oni prišli tja, je v njegovem stanovanju bila tudi Gypsy. Ni bila na invalidskem vozičku, bila je čisto normalna, hodila je s svojimi lastnimi nogami. Torej, Gypsy ni imela invalidskega vozička, ni rabila kisikove bombe, stala je, jaz ko sem to brala, sem bila sam tak, excuse me, what?
Ljudje so itak bili presenečeni, niso mogli verjeti. Pokazala vam nekaj par klipov, kjer pač dejansko vidiš, kak šok je to moglo biti. Pač meni ni, ker sem jaz to brala, ampak vi, če ne veste zdaj backgrounda in ko boste slišali vse nadaljne stvari, boste sam tak pač, what the fuck? Is she sick? I don't know yet. Can she We're trying to walk? figure that out. Yes. To see her walk was really upsetting. In vse to, vsi njeni zdravstveni problemi, kot se nekaj so bili laž, ampak laž strani njene mame. Torej, Didi Blanchard si je zmislila vse, da je imela leukemijo, da je imela težave z mišicami, da je rabila invalidski voziček, da je bila mentalno zaostala, da ni vrejo videla, da ni vrejo čula, da je imela težave z hranjenjem, pač vse. Tudi to je v bistvu mentalna bolezen. Didi Blanchard je torej imela Munchausen by proxy, mislim, da se imenuje. Bom pač vam tu napisala, probala najti prevod. To je v bistvu, ko en človek drugega prepriča, da je bolan, oziroma ga tretira, kot da je bolan. To je... Munchausen by proxy involves a caregiver who either feigns or actually induces illness in her children, and her goal is some kind of emotional gratification. Sploh ne vem točno, zakaj se to zgodi. Eni to delajo, ker pač hočejo imeti finančno pomoč, eni hočejo imeti nadzor nad drugimi. Glavnem, vse te tablete, ki je Didi prihranila in ji dajala, jih v bistvu ni potrebovala Gypsy, torej sploh ne morem verjeti, ampak kar je še bolj tak noro, je, da je ona te bolezni imela potrjene s strani zdravnikov. Ena od sosed je v bistvu tudi rekla, da je leta 2010, da je v bistvu prišla Gypsy pred njeno hišo in je potrkala in je bila brez invalidskega vozička, stala na nogah in jo pač prosila, če jo pelje v bolnico, ker ima tam fanta. Ta fant je bil v bistvu v bolnici zaradi tega, ker so ga pretepli in to so ga pretepli ljudje, ki so mislili, da on v bistvu izkorišča Gypsy, ker je pač ona mentalno bolana in mlajša in bla bla bla. V bistvu pa je pač on mislil, da je ona stara toliko kot on, oziroma dovolj stara, da je z njo skupaj, ker je pač ona njemu to povedala, ona njemu pokazala svoj rojstni list. In v tem času je že prišla Didi v bolnico, prišla z drugim ponarejenim rojstnim listom in je pač trdila, da tisti drugi rojstni list so ji dali potem Hurricane Katrini in so pač zamešali datume in da pač je ona dejansko ni toliko stara in so pač zdravniki verjeli Didi, of course. Ta rojstni list, torej rojstni list, ki ga je prinesla Didi, pa je v bistvu trdil, da je Gypsy stara manj kot 18 let, torej pač da še ni legalna, medtem ko njen pravi rojstni list je pač itak trdil, da je stara 18. Tako, potem ko so pač itak verjeli Didi, je tudi se mogla Gypsy kao opravičiti, pač da se je lagala, bla bla bla. In tudi kasneje je bila še ena podobna situacija, kjer je Gypsy imela fanta in mu je Didi grozila z tem rojstnim listom, torej da pač Gypsy ni polnoletna in da ga bo prijavili in ja. Potem, ko je to v bistvu vse Didi ugotovila, je vzela kladivo in ji razbila računalnik in telefon in ji rekla, da če bo še to nadaljevala, bo se isto zgodilo z njenimi prstmi. My mother told the doctors that I was mentally incompetent. She told me if I was to contact anybody and tell them that she would take a hammer to my fingers. Prav tako je Didi zagrozila, da pač je ona policistom povedala, da je mentalno nekompetentna oziroma pač da je zaostala in da tudi če bo ona karkoli, komorkoli pač povedala, ji noben ne bo verjel. Prav tako je Gypsy potem kasneje pač povedala, da ko sta bile pač v javnosti, da je vedno Didi držala za roko in če ona karkoli rekla, da bi lahko posumil pač, da ni tako bolana kot trdita, da je, ali pa da ni mentalno zaostala oziroma da je bilo čisto normalno, je ona Didi pač ful stisnila za roko. I don't know, it was almost like, you know, just if I squeeze it, you'll know what to say. I mean, that was just so strange to me. Just to feel it now, I think that was really strange. Even in videos I've seen since then, I'm like, yep, it's the same thing. It's like she's holding her hand. Prav tako je Gypsy pač povedala, da pač vedela je, da nima težave z mišicami, ampak je pač mama rekla, da se boljše da na invalidskem vozičku in pač da naj pred drugimi ne hodi.
Medtem ko je še vedno mislila pač, da ima levkemijo in vse druge bolezni, glizar tega, ker pač jo je hranila s tolikimi tabletami in je imela feeding tubo in vse. Če kadarkoli Gypsy v bistvu namignila karkoli pač pomotoma ali za nalašč, da pač je bolj zdrava, kot pač trdijo, da je, jo je mama potem tudi doma pretepala, oziroma vdarila jo je ali z roko ali s čim drugim, glavnem, vedno so bile neke pač posledice za njeno neprimerno obnašanje. She'd hit me with a coat hanger, or her palm, and I'd have to take so many slaps for depending on how severe it was that I did. Did you ever try to hit back? Never. Gypsy je tudi bila v bistvu plešasta, to pa je bilo zaradi tega, ker ji je mama vsakič brila glavo, ker ji je dala zdravila za levkemijo in je pač trdila, da itak bojo lasi sami ven spadli, da zakaj ker dol pobrijeta. Ko je bila aretirana Gypsy, so jo vprašali, koliko je stara, in Gypsy je pač rekla, da je 19, zaradi tega, ker pač sploh več ni vedela, koliko je dejansko stara, ni vedela, ali ima ona pravi rojstni list, ali ima mama njenega pravi rojstni list. Glavne, na koncu so preverili oba in so pač ugotovili, da ona je stara 23 let, torej ne 19. Bila je tudi en incident v preteklosti, ko je v bistvu Rod želel poklicati svojo hčerko za 18. rojstni dan in ji pač zaželeti vse najboljše za 18. rojstni dan. Ampak Didi tega ni pustila, rekla je pač, da lahko ji čestita, ampak naj ne omenja, koliko je stara, zaradi tega, ker kao Gypsy misli, da je stara 13 v tistem trenutku, 13-14, in pač da jo bo sam znemiral, teda pač naj ne pove, koliko je stara, kar se je pač Rodu zdelo malo čudno, ampak je bil pač tak ok, glede na to, da ima mentalne bolezni, raje ne, pač da je ne bo dodatno vznemirjal. I called her for her 18th birthday and Didi said, don't tell her she's 18, you know. I'm like, what you mean don't tell her she's 18? She said, no, she's 18, it's her 18th birthday. Well, she don't know she's 18, she's, you know. I thought it was weird. She told me her mental capacity was, you know, like 5 years behind. Torej, ko sem rekla glede zdravnikov, kako so to vse pač ponaredili. Dejansko sploh ne vem, kako je to možno. V glavnem, vse, kaj so zdravniki vedeli, je, da nima te težave z mišicami. Zaradi tega, ker potem Hurricane Katrina je mogla iti še enkrat na testiranje in pač itak, ko so tam testirali, so pač rekli, da je vse ok. In njen zdravnik pač v tistem času je dejansko sumo, da se gre za to to pač bolezen, torej da dejansko ni Gypsy bolana, ampak da to vse dela njena mama. Ampak zaradi tega, ker živimo v takem svetu, ko pač živimo, sta oni dve bile, ljudje so imeli zelo radi, dejansko so že dolgo bile bolane, je bila na invalidskem vozičku, je izgledala zelo bolana in pač raje ni dejansko pač povedal, na kaj on sumi, zaradi tega, ker ga je bilo strah, kako bodo reagirali drugi zdravniki in javnost. In v bistvu tudi drugi zdravniki so mu pač rekli, da ju mora za nju v bistvu skrbeti z zlatimi rokavicami, kao treat them with golden pair of gloves. V času obiskov zdravnikov je Gypsy mogla biti vedno tiho, ni smela nič reči, saj je govorila Didi. Edino navodilo, kaj je imela, je, da pač sedi tiho in pač da naj ne reče nič. Dejansko nimam tehnega dokaza oziroma razlage, zakaj je ona imela toliko potrjenih bolezni, sem pa pač ponekod zasledila, da naj bi bila Gypsy oziroma naj bi Didi nekaj časa delala kot medicinska sestra, kar bi pač dejansko pojasnilo, da bi znala zmanipulirati tudi zdravnike z kakimi medicinskimi izrazi in pa da je lahko verjetno lažje dobila kakšne zdravila ali pa Gypsy spravila kakšne preglede ali pa kaj tajega in pač imela pol neke dokaze, pač pojma nimam, dejansko tega žal ne vem točno, teda če imate kakšen link ali pa kaj tajega do tega, lahko spodaj pustite. Ja. Torej, gremo nazaj na 15.6.2015, ko je se zgodil umor. Mislim, ok, ko so pač policisti prišli v tisto hišo in so tam našli Gypsy. Gypsy je v bistvu rekla, da ona sploh ni vedela, da se je to dogajalo, pač ona ni vedela, da ni bolana, pač je neke stvari sumila, ampak pač ona ni dejansko vedela, da nič ni z njo narobe. In v bistvu se je na začetku pretvarjala tudi, kot da ne ve, da je njena mama mrtva. Kar je tako malo grozno, mislim, itak je vse skupaj grozno, ampak tako disturbing je, ko gledaš, da nekdo se pretvarja, da ne ve, da je mrtva. Your mom's dead, okay? Now,
what I want to ask you is, your mom's passed away, okay, and she's deceased, all right? Just, hang on, listen to me for just a second, okay? You know what happened to your mom, okay? And I know that you know. V bistvu sta Gypsy in ta Nicholas planirala smrt Didi že dolgo časa naprej, teda pač sta vedela, da se je to zgodilo, vse sta se dogovorila sta se, da bo Nick prišel eno noč k Gypsy, ko bo Didi že spala. Torej, kot sem rekla, tu imam zdaj vse napisano, ta točno umor, v glavnem. Nicholas je potem prišel v Springfield junija 2015, ko sta se ona zmenila, da bo pač jo ubil. Torej, Gypsy je vedela vse, pripravila mu je rokavice, pripravila mu je nož in pripravila mu je duct tape, po podatkih, ki sem zasledila. Ko je ona Didi zaspala, je prišel torej Nick in rekel Gypsy, da naj se skrije v svojo spalnico in pokrije ušesa, da ne bo slišala umor njene mame. Potem, ko je Nick zabodel mamo, mislim 7-krat nekaj takega, sta šla v Gypsyno sobo, kjer sta imela spolne odnose, vzela 4000 denarja, ki je slučajno bilo v stanovanju, in sta šla proti Nickovemu domu. Predtem pa sta še dejansko nož oziroma nož pospravila in ga poslala po pošti na njegov dom, da ne bi slučajno jih kdo ustavil in videl, da ima ta nož. In potem je tudi v bistvu se Gypsy zamaskirala in si dala blondno lasuljo, da pač ne bi kdo prepoznal, ker je imela dokaj nepozaben obraz in pač itak je bila v tistem času pač pogrešana, teda je ljudi skrbelo. Torej, to je v bistvu to, zdaj pa vam še samo razložim, kaj bo potem. V glavnem, Gypsy in Nick bi lahko oba dobila dosmrtno, oziroma ne dosmrtno, celo smrtno kazen, ampak so se pač odvetniki odločili, da je ta primer zelo čuden in dejansko so še napisali extraordinary and unusual. In zato je Gypsy na koncu dobila 10 let zapora, ker so pač tudi njeni odvetniki pač rekli, da je bila zlorabljena z strani mame in sploh ni bila bolana in pač psihično in vse skupaj. Da je dobila 10 let zapora, medtem ko je ta njen fant Nick dobil dosmrtno, kar jaz osebno ne vem, če se to 100% strinjam s tem. Meni se zdi, da bi mogla oba dobiti približno enako, pač se vem, da je on jo dejansko ubil, ampak to vse zaradi Gypsy, pač meni se zdi, da ja, oba sta imela težave, oba sta bila mentalno bolana in se mi zdi, da bi moglo, če že biti neka enaka kazen in potem poskrbeti za njuji v neki mentalni bolnici, ker pač clearly noben od njiju ni bil okej. On je itak imel multiple personality disorder. Stab her mom, I will admit it. I know, okay. The only reason I did it is because I did it for me and her. That's the real reason I did it. I would have never did it if it was not for me and her. Okay. I mean, she looked up multiple times of how to do it because she wanted to find the quickest way to do it. Okay, so like she looked up on the internet, Yes. like how to kill her mom? Yes. Okay. You go on the dating site. I started to have feelings of wanting a boyfriend. He had multiple personalities that were violent and scary. He thought that he was a 500-year-old vampire named Victor. Did you have sexual relations with him at the movie? Yes, sir. After this meeting, did you ask him to kill your mother? Yes. We called it Plan B. Ampak Gypsy mislim, da je zdaj v normalnem zaporu, ker pač ja, teoretično z njo nič ni mentalno narobe. Medtem ko z njim vseeno je, to pa je v bistvu to. Upam, da je ta video makal sense, že ful dolgo nisem snemala, sploh pa ne true crime in se mi zdi, da sem se malo zgubila, kako moram snemati. Upam, da vam je bil všeč, vam je bil, ga lajkajte, ne pozabite se naročiti, followajte me na Instagramu, pa spodaj lahko napišete, kakšne true crime videe bi radi videli, pa napišete, kaj zdaj delate, ko je pač karantena in koronavirus. Upam, da ste zdravi, upam, da se pač pazite, prosim, ne biti eni izmed tistih bedakov, ki hodijo okoli. Tako da ja. In pa se vidimo v naslednjem videu. Ja.